Pravijo, da dogajajo se čudeži. Kim, čeprav ne, gledalci tega ne bodo še videli, moram reči, da je bilo tole super. Enkrat bodo tudi videli, ne? Ampak zdaj, preden, kdaj si se ti srečala z varstveno-delovnim centrom? Si ga prej, preden si nekako začela s tem centrom sodelovati, sploh poznala? Ja, ne, moram reči, da tako kot mlajša nisem bila toliko v stiki s tem. Jaz sem pol kasneje po študiju začela odkrivati malo, ko me točno zanima, no, pa sem se začela malo tudi od te vode plesne terapije, pa tako malo, no, to sem pa šla tudi študirati, v glavnem, in takrat, ko sem se začela v to usmerjati, sem začela prostovoljno delati v varstveno-delovnem centru Radeče. To je bila takrat moja prva izkušnja s to populacijo. Potem sem pa zelo hmalo, no, tudi tukaj začela prihajati prostovoljno sam delavnice plesne delati, pa pol čez dalje več, no, ker ko enkrat prideš v to sredino, v ta krog, se ponavadi začneš zelo prijetno počutiti in te kar nekako potegne v sebe. Tako da potem sem se pa leta 2015 sem se pa zaposlila, no, v varstveno-delovnem centru v Zagorju. In od takrat zdaj tam delam. Ja, sem pa sam polovično zaposlena v VDC-ju, drugo polovico zaposlitve imam pa v glasbeni šoli, tam že malo dali, no, tam sem takoj po diplom začela učiti. Tako da v glasbeni šoli polovično učim sodobni ples pa plesno pripravnico. Ja, se pravi osnovnošolske otroke od 1. do 9. razreda. Zdaj, če bi predirala delo v varstveno-delovnem centru pa v glasbeni šoli, je drugačno. Je drugačno. Ja. Zdaj, objemu, res, da jih prejšnja leta zaradi te korone ni bilo toliko, ampak zdaj smo pa videli, so pa spet, ne? Ja, objemi niso toliko drugačni v glasbeni šoli pa tukaj. Objemu je vse posod velik. In z otroci je tega veliko, no, te bližine, in tukaj v VDC-ju je tega veliko. Tako otroci so iskreni kot uporabniki varstveno-delovnega centra, ne? Ja. Potem smo pa tisti vmes, ne, ki pa nismo včasih tako iskreni, ne? Ja. Zdaj, ti si se pa že v otroštvu, ne, začela ukvarjati s plesom, pa bi človek pričakoval, ne, da se bo z nogometom, ne? Oči najboljših zasavskih nogometašev. Ja, oči je res nogometaš, ampak jaz nisem nikoli v teh vodih bila. Ne. Sem kar že kot majhna začela plesati, ja, tudi v glasbeni šoli v Trbovljah, takrat nas je Daliborka Podboj je prinesla ta sodobni ples nekako v Trbovlje, no, k nam. Takrat bil še to zelo v takih, še zelo v začetkih, no. Tako da sem se tam pol s tem srečala, potem sem pa šolanje nadaljevala na umetniški gimnaziji za sodobni ples. No, ampak potem se nisem odločila za nadaljevanje na akademiji, sem se pol tukaj usmerila bolj v pedagoške vode. Je drugače to kar naporni šport, ne? Ja. Vse je šport. Ja, je. Mislim, sodobni ples malo bolj pod umetnost, no, kot kar pod šport, ampak ja, na nek način je pač neka fizična aktivnost, ne. Sam ne toliko zaradi tega, bolj tako mogoče zaradi nekega načina življenja, ki ga prinaša ta, ne vem, delo v tujini, pa takrat bi bilo treba jeti, pa nisem bila na to čisto pripravljena, pa tako, no. Neke druge poti so se mi pol v bistvu odprle, no. Če recimo balet bolj doma v Zagorju, ne, je ta sodobni ples tudi zaradi kovača, ne? Ja, pa zaradi kovača, seveda, ja. Pa bolj, ne, doma. V Trbovljah, ja. Se pozna to, ne? Ampak se lepo dopolnjujemo. Ja. Meni je super, da je to tako, no, ker tudi kdaj, če reče pa zakaj pa ni tukaj baleta, ne, ja, vsega imamo zelo blizu, ne. Tako blizu, da. In obratno, ja. Vse včasih smo imeli tudi 2 bazena, ne, na Izlakah pa v Trbovljah, zdaj pa po Trbovljah hodimo, ne. Tako, ne, ja. Prej ste pa Trbovljčani na Izlake, ne. Tako. Zdaj, ta točka, ne, ki smo jo danes posneli, pa se še žal ne sme videti, ne, gre kam? Ja, to pa pripravljamo zdaj v bistvu za Zveza Sožitje, ima obletnico okroglo in bojo imeli maja prireditev v Cankarjevem domu. In je prišel en poziv, no, če bi pač vsak nekaj pripravil in pa bojo oni zbrali v bistvu točke, ki jih želijo na svoji prireditvi imeti. Ta zbiranje poteka prek posnetkov, zaradi tega smo se danes tukaj dobili pa to posneli. Mi smo tole zdaj mogli, smo kar intenzivno se pripravljali, no, ker nismo imeli veliko časa, ker smo v novembru na eni drugi pomembni prireditvi nastopali, tako da smo od novembra do zdaj tole speljali. Danes jim je, mislim, da super uspel, tako da jaz ful verjamem v njih, no. Če jim bomo všeč, bomo se pol maja pa predstavili v Cankarjevem domu v Ljubljani. Nekateri sogovorniki, plesalci, pevci, ne, te skupine
so nekako že kar prepričani, že kar pazijo, da bo treba glasilke mirkati, ne, za maj, ne, tako da oni so kar prepričani, da bodo uspeli, ne. No, vse, če ne bodo pa... Vse je fajn, da so, ne, jaz mislim, da je fajn, da verjamejo v sebe, tudi vložili so veliko truda in pol to nekako gre z roko v rok ponavadi, ampak se pa veliko pogovarjamo tudi o tem, da ni nujno, ne, da pač... lahko, da se bojo odločili čisto iz nekih tehničnih razlogov, da ne, lahko, da ne vemo, kako bomo imeli konkurenco, tako se veste, kako je, vsaka učka ima svojega malarja, ne, lahko je enem nekaj všeč, enega drugega pa v tistem trenutku ta stvar ne pokliče, kakor da jo vidi v kontekstu svoje prireditve, ne. Ni nujno, da zaradi tega, ker ne bi bili dober. Mogoče čisto iz nekih drugih razlogov se lahko zgodi, da ne, ne. Tako da jaz mislim, da je fajn, da smo na oboje pripravljeni, ampak itak vsaka stvar, ko jo delaš, jo nekako ne delaš sam zaradi končnega cilja, ampak zaradi te poti, zaradi tega vsega, zaradi napredka, zaradi skupnih trenutkov, zaradi vsega tega, kar ustvarjamo, ko delamo, ne. Tist pol, ko se pa pokažemo, je pa sam še, ne vem, tista pika na i, sam še nagrada. In jaz tudi verjamem, da tudi če tega ne bomo pokazali tam, bomo pa zagotovo neko drugo priložnost najdli, kudar se bomo lahko s tem predstavili. No, se ena od takih priložnosti je bila pred novim letom v Trbovljah, Delavski dom je pokal po šivih, ne? Ja. In res je bilo lepo, točka je odlično uspela. Kaj pa pomeni to uporabnikom? Ti kaj povejo ta ples, da se predstavijo? Ne samo v VDC-ju, ampak da grejo tudi širše, še drugi publiki. Ja, zdaj glih ta prireditev, ki jo oba dva omenjava, ne, to je bila ta naša beseda ples glasba, to je že kar taka tradicionalna prireditev, ki jo sicer ustvarjamo Glasbena šola Trbovlje, plesni oddelek v sodelovanju s knjižnico Toneta Seliškarja v Trbovljah. To zdaj že kar delamo res ful let. In to prireditev vsi imamo tako zelo za svojo, no? Zelo jo imamo rad in se mi zdi, da jo je tudi okolica že zelo dobro sprejela in vsi se jo zmeri zelo veselimo in tako. In že kar nekaj let se vključujemo tudi s plesno skupino iz VDC-ja. In zmeri vsi rečejo, ne, da to je pa res pol še tist neki zraven, kar da prirediti eno dodatno vrednost, ne. Tudi njim zelo velik pomen, meni zelo velik pomen in se mi zdi, da to publika čutno. Tako, zakaj je to ena taka posebna priložnost, ta prireditev ali pa, na primer, ko se mi prijavljamo tudi na območno plesno revijo v organizaciji javnega sklada. Za kulturne dejavnosti. Za kulturne dejavnosti, ja. Zaradi tega, ker v bistvu ker so to prireditve, ki so odprte vsem ljudem, ne, vsem nam in se prijavljajo profesionalne plesne skupine ali pa iz glasbenih šol ali pa društva ali pa, ne, in pridemo v neko drugo sredino, ne, pride publika, ko nima stika z našimi uporabniki, ki se ne znajo čisto vsi predstavljati, kaj zmorejo, ne, in tako. In pol velikrat slišimo glih to, ne, to si pa res nismo mislili, da lahko tako fajn odplešajo ali pa tako fajn, ne vem, Miran ponavadi tudi kaj recitira, ker je to njegov močno področje, pa ga porabimo za te stvari, ne. In zato se mi zdi fajn, ne, da se pokažemo tudi v nekih drugih priložnostih, tudi strani publike itak za nas je ful fajn, ne, mi gremo ful rad nastopati vsi, kamorkoli, ne, tako se zmeri rad odzovemo nekem tem povabilom in tako da mi tako uživamo v tem, ampak mogoče tudi iz druge strani, da pogledamo to, ne, da tudi drugem približamo to, da so super in da marsikaj zmorejo, ne, da ni tako, da ne. Zmeri nosijo neko zgodbo s sabo, ne, njim tak nastop čist neki drugega pomen, kakor pa recimo našim otrokom, ko so jim vse stvari v večini bolj samoumevne, no, ne, dosegljive. Dosegljive, tako. Prej si omenila, ne, da kot otrok nisi toliko poznala delovanje varstveno-delovnega centra. V mojem otroštvu ga sploh še ni bilo, drugo leto bo 40. obletnica. Ja. Mi smo že malce starejši, ampak se mi pa zdi, da zdaj pa že skoraj da, ne, v Zasavju ni nikogar, ki ne bi vedel, ne. Ravno zaradi takih projektov, pa zaradi vključenosti uporabnikov v normalno življenje, če lahko tako rečem. Veliko se na tem dela, se mi zdi, no. Več tega vidimo, manj je to neka tabu tema, manj je to skrit. Nasplošno, ne, v družbi se mi zdi, da smo tukaj naredili en korak naprej, no. Zagotovo pa tu pripomorejo pač tudi tak projekti, pa te stvari, ne. No, in nekaj pa smo lahko danes pokazali, ne, en ples,
ki ga je mimo grede videla tudi že predsednica Republike Slovenije. Res je, ja. Takrat še v čakanju. Ja, še ni bila čist. Ja, ampak za kakšno točko gre? No, vse ta je bila tudi v Trbovljah predstavljena. Ja, ta je v bistvu iz Trbovelj, sicer danes smo malo drugačni oblik pokazali, ker smo se kar vsi v njo vključili, drugače smo takrat v Trbovljih v 2 delih nastopali, pa je bil to samo en del skupine, jo je zaplesal. Govori pa o objemih, no, tako kot sva že prej rekla, ja, ker smo imeli neko zgodbo, ki je govorila o tem, da včasih na neko neprijaznost je boljše, če odgovorimo s prijaznostjo, ne? Da na ta način presekamo v bistvu to, kar smo navajeni in prinesemo neko drugo klimo v odnos, nek drug občutek, ne? In v tej zgodbi to ta moški naredi z objemom, ne? Ko vsi pričakujejo, da bo fanta kaznoval, ga on objame in se potem zgodi ta sprememba, no? In ta ples je govoril o tem, no? O teh objemih, oziroma v resnici o tem, kako lahko naredimo nekaj drugače in mogoče to spremembo še naprej prenesemo, no? Kim, si ti kdaj slabe volje? Ja, sem. No, potem pa ti predlagam, ne, glede na to, da je tvoja izjava prva v tej oddaji, da si prisluhneš pa ogledaš še vse ostale izjave. Marsikaj lepega bo slišala na svoj račun. Hvala. Hvala. Megi, midva se pa res že kar precej let poznava, ampak nikoli te še nisem vprašal, v kakšni družini si ti odraščala? Rejniška, ne? V rejniški družini, ja, tu sem vsi pozili, ko svojo, no, lahko tako rečem v bistvu. Ko me niso v bistvu čisto nič bili po sorodi, ne. Ampak sem kar posvojili, ne. Ko me je posvojili. Očeta ne poznaš? Nimam, ne, njega nisem nikoli videla. Nisi nikoli. Pa si imela kdaj željo, da bi ga spoznala? Ja, sem ga niso nikoli iskali, so me ga pa ga niso našli. Kaj pa v rejniški družini si lepo odraščala? Ja, sem imela 1-2 odrasle, kakor si jastre so mi bile. A res da? Kdaj si se pa srečala z VDC-jem, varstveno-delovnim centrom? 85. prvič. Kako pa to? Kako pa je do tega prišlo? Jaz sem prej bila v Sočo sem dal, v tisti center. Pol sem bila pa 2 let po Kamniki v tistem zavodi. Sem delala šolo, sem naredila šolo. Katero pa? Kovinarja. A res da? A si kaj delala v tem poklicu potem? Ja, ti so delali, ko delajo novinari, kovinari, tisti poklic, ne, tako ko se ukvarjajo s tem. Pa se pa to varstveno delovni center odprli, ne. Pa sem jaz glih takrat prišla iz tiste šole, pa sem točno 85. začela tam. Pa si zdaj ves čas že v varstveno delovnem centru, ne? Že skozi. Ampak zdaj si pa ti praktično kar ves dan in tudi po noči, ne? V bivalni enoti? Ja. In koliko dolgo si pa že zdaj v tej bivalni enoti? 13 let je bilo. In bi bila težka odločitev, da si zapustila na nek način rejniško družino, pa šla na svoje? Ja, je bilo kar težko, ne. Sam sem se navadila, sem dohodila to domov. Med prazniki zdaj sem bila doma za nov let. Tako. Za praznike grem domov, za vikende grem domov, sem cel teden doma. No, midva sva se velikokrat srečala v tem varstveno-delovnem centru, ampak pred leti, več kot 10 let nazaj, pa tudi v delujočih medijskih toplicah, ne? Tudi, ja. Si šla kar rada na kopanje? Še vedno? Ja, sam da ni, ne. Zdaj ni, ne? Ja. Greš po Trbovlje kaj? Ja, tam pa gremo v bazen. Je tudi fajn, ne? No, danes tej res čudoviti plesni predstavi smo pa tebe videli tudi v zborčku, ne? Ki ga imate v varstveno-delovnem centru. Kako pa to, da si nekako šla še k glasbi? No, jaz pojem že od majhnega. Jaz sem sam glasba bila, nič drugega. A res da? Jaz sam pojem skozi. In kako se počutiš v tem zborčku? Fajn. Jaz smo ga že imeli prej, ne. Sam sta šla v penzion Franja pa Marinka. Pa ga cajta ni bilo, pa so se pa spet odločili, da bo imela Tjaša pevski zbor
Jaz sem rekla, da bom šla pa zraven, sem bila že skozi potem, ne. Aha. A velikokrat vadite? Ja, cel teden smo že vadili. A res? Sem bila že kar malo skrbila, imela glasa pa je v Ljubljani. Pa je bilo, ne? Ja, Ja. ne tam, da v Ljubljani, ne. Kaj te je zdaj bolj čaka? vaden, Cankarjev dom, Kdaj pa? te enkrat maja, da bomo šli, ne. Aha, ja, do takrat se boš pa pošparala glasilke, ne? Ja, upam, da bo. Da bo, ne? Kakšno glasbo pa ti sama najraje poslušaš? Jaz kar za dalmatinsko, Dalmatinsko? še najrej. A res da? Ja. Kaj pa slovenska? Ja, da je bolj mali. Imaš kakšnega izvajalca, ki ti Ja, je... imam Luka Vaci. A ta ti je najbolj, ker poje dalmatinsko, Ja, ne? ja, tega imam najraje. Kako se ti je pa danes zdelo na pri tej plesni glasbeni točki, ki bo šla v natečaj, ne? Kako se ti je pa tu zdelo, je uspelo? Zanimivo, ja. Mislim, da je. Je, Da ne? bomo šli, ne. Je, držimo pesti, ne? Zanimivo. Ajma, najprej ti moram čestitati, odlično si odplesala. Zdaj, a se že dolgo ukvarjaš s plesom? Ja, dolgo plešem. Zakaj pa tako rada plešeš? Doma tudi delam. Kako? Doma tudi delam. Aha, a doma tudi plešeš? Ja. Katere plese imaš pa najrajši glasbo? Sveta Alosič, Aha, pa Darko Pomara, pa vse mešano pesme. aha. Zdaj, a se je težko tako točko naučiti? Je veliko vaja? Ne, Ne? me to prvo. A Kim je dobra Je dobra? metica. Ja, jaz sem prej videl, ne, da ste se vmes kar veliko krat objela. Ja, Se imate rade? ja, tudi. Platice in družim. Aha. Zdaj, a imaš kakšnega bratca, sestrco? Imam, bratec je v Nemčiji, Aha, svojo ima punco, aha. a moja sestra ime Mila zovem, ona ima fanta in kupi živi. Živita. Aha. A ti imaš fanta? Jaz imam, ime Nik, A Nik je to je fant? ja, dok je on, Dolg že, ne? dok se, on je 30, in pa da imam 30. A res, da je? Posta Ja. stara tam, ne? Ja, je imel 8 dran, isto, Se imata rada? pol. Zelo. Pol je imel prosijo mi roke, Aha. sem od nje punca. In on igra harmoniko, ne? Igra na moniko, ima 3 rasel, ima na gitaro. In kitaro. Kaj pa ti? Igraš, ne? Tudi. Tudi igraš? Delam note, Aha. učim se, pa gitaro spilam. Najrajši pa plešeš, ne? Pa in plesem, berem, šivam boline, predsjedati napisati, A res? vse to. Kdo ti pa tako lepo nafto uredi? In pa imam še gol na krani, pa smo gol, Ti zrihta, ne? ja. Aha. Kaj pa Ati pa nogomet igral, ne? Ati pa golman je branil, A si šla na kakšno tekmo? ja, enkrat sem bila, ja. In? Je dober, ne? Dobro, pa smo magali. Ga imaš rada? Imam rada in mamica pa oče najboljša. Ja, super. Pa mene tudi, ne? Pa te isto, Ja, no, evo, ajde. Drži se, ne? bom, Hvala ti. prosim. Še naprej tako fajn pleš. Nami so kot zvezde in luna in sonce. Ja, z nami je še ena odlična plesalka, ampak Metka, danes ni bilo tvojega fanta, ne? Erko, Ja, res je. Mal je bil hudon, ampak dober. Kako pa to, da ga ni? Šel je pač v Bosno, ker me je pač nekaj babi zbolela. Aha. In so mogli nujno je dol. Zdaj, jaz vaju malce spremljam po socialnih omrežjih in vidim, da vidva zelo veliko potujeta po Sloveniji. Ja. Zdaj pa povej, glede na to, da sta oba plesalca, a tudi doma kaj vadita ples? Včasih, kukr kdaj, no. Drugač pa kje vadita? V VDC-ju v telovadnici. In S Kim. kako je? Super. Super. Sem Kako pa zelo zadovoljna s Kim, res. je Kim res fajna, ne? Super je, super. Zna povedati, ne? Ja. In koliko časa pa si že v tej skupini plesni? Je že kar nekaj časa nekaj leđa.
Ste se veliko točk že različnih naučili? Ja, veliko. Sem zelo zadovoljna s Krim, res. Kar je super. Si se tudi, ko si bila še mehna punčka, s plesom ukvarjala? Ja. Res da? Ja, to pa zelo rada. Zdaj, imaš kaj tremo, ko so takole nastopi, Ne, je publika? ne. Nikoli? Ne, nič. Nič vmes ne Nikoli, razmišljaš, če bi ne. kakšen korak narobe naredila? Ne, Igor. Ne? Ne. Zdaj, verjetno pride kdaj tudi kakšna pohvala, kdaj pa pride tudi kakšna kritika, ne? Tako. In zdaj, kaj rajše slišiš? Pohvalo. Pohvala. Kaj pa, če pride kritika? Tudi sprejmem. Sprejmeš, ne? No, to točko, ki ste jo danes premierno odplesali takole javno, ki gre na natečaj, koliko časa ste vadili za njo? Na par dni. A ne več? Ne vem točno, koliko časa ne bi vedela. Se je bilo težko naučiti? Ti imaš kar veliko, ne? Plešeš? Jaz če povsem tako rada, doma plešem, muziko imam rada, pojem rada. Kako se pa sicer počutiš v varstveno-delovnem centru? V redu. Je zdaj boljš, kot prej, ko je bila tista korona? Ja. Je, ne? Je. Jaz rada gremo vedeti, se nimam tega problema. In kaj delaš tu? Kadar delaš kaj? Kar mi dajo mentori. In ti gre vse lepo? Ja. Ampak ne pa plešeš, ne? Ja. Ja. Pa boš še naprej, ne? Ja. Ok, Bom. hvala ti. Prosim. No, z nami je pa še nekdo, ki pogosto nastopa v točkah, ki jih izvaja varstveno-delovni center. Včasih te, Miran, vidimo kot plesalca, včasih kot pevca, pogosto pa tudi kot recitatorja. Zdaj, kaj od tega ti najbolj leži? Težko bi se sicer odločil, Igor, bi pa vseeno izpostavil ples, ne glede na to, da rad pojem na nastopih s pevskim zborom, pa sem pa ponosen na to, da sodelujeva z Kim Kerem Kukovič, našo plesno mentorico, in to že od vsega začetka, se pravi od septembra leta 2015, ko je Kim poskusno kot prostovoljka prihajala k nam ob ponedeljkih dopoldne, da smo imeli med 10. in 11. uro po naši malici plesne vaje in plesne delavnice. Zdaj tebe vidim res pogosto tudi, ko recitiraš pesmi naših pesnikov. Zdaj, kako tebi to ostane v glavi? Zdaj, jaz imam zelo težave na pamet se učiti. Ja, imam pa zelo, zelo dobre mentorje, recimo, da vzpostavim mentorico Petrov Zakonček, pa Hedviko Kovač, karkoli je že to, pa njeno sestro Marto Klopčič, ki mi zelo veliko pripomore k temu. Ampak ti preberejo in... Preberejo mi, jaz pa ponavljam. Kitico za kitico, da se mi preveč ne zatika. Ampak jaz ponavadi ugotovim, da se tebi nič, ne? Na začetku je 2 dni ne gre, ampak s časoma se pa popravlja pol. A imaš kakšnega pesnika, ki ti je še posebej pri srcu? No, kot otrok sem oboževal pesnika Kajtana Koviča, ko je veliko pisal za otroke, Ivana Minatija v prvi vrsti, kajti v šoli smo na šolskih proslavah. Nekoga moraš imeti rad, ne? Na šolskih proslavah smo se učili, nastopali z recitacijo Nekoga moraš imeti rad, za 8. marec, za starše, za mamice, ko smo imeli v šoli te nastope, pa smo igrali tudi zgodbico, pravljico staro Volk in 7 kozličkov. Vem pa, včasih sva posnela kakšno športno oddajo, da si tudi veliki navdušenec za športna dogajanja, da si pravi računalnik v tvoji glavi, ne? Ja, imate prav. Zapomniš vse rezultate. Ja, Anžela Nišek je bil v smučarskih skokih recimo skupno 3. na nedavno končani novoletni skakalni turneji v Bischofshofenu, pravzaprav je bil na tekmi 2. v skupnem seštevku na 3. mestu. Zmagal pa je Norvežan Halvor Edmar Granerud. Si to vse spremljaš? Ja. Zdaj
skakalce čakajo tekme, moški del čakajo tekme na Poljskem v Zakopanah, kjer optimistično pričakujemo nove dobre rezultate naših fantov. Potem pa Sem pa ponosen na to, da se je pobral po manjši krizi tudi Peter Prevc, ki je moj idol, ki je zasedel najboljši rezultat sezone, odlično 7. mesto. Potem si ti verjetno pravi naslov, če tebe vprašamo, ali bodo naši v planici na svetovnem prvenstvu osvojili kakšno medaljo? Ja, jaz sem optimist. Glih to sem hotel povedati, da se zelo veselim športnega dogodka, ki se bo odvijal od 21. februarja do 5. marca v naši planici, nordijsko svetovno prvenstvo. Je pa po svoje škoda, ne, da se je od tekaške karavane žal poslovila Ana Marija Lampič, ki je navadne smučarski tek zamenjala za diatlon. Ampak smo veseli, da je tudi tam že kar dobro gre, ne? Tam ji dobro gre. Na prvi svoji tekmi svetovnega pokala v diatlonu je bila Ana Marija Lampič izvrstna 5., kar je bilo to za športno slovensko javnost veliko veselje, pa tudi presenečenje, da je v tako kratkem času prišla v ta diatlon in kar takoj dosegala odmeven rezultat. Miran, nikoli te še nisem vprašal, ti pogosto s sabo nosiš to palico belo, ki je za slepe in slabovidne lep, dober pripomoček. Koliko časa si ti že od rojstva slep? Jaz sem žal slep od 3. meseca starosti, se pravi, da sem kot mali dojenček oslepel. In ja, oslepel sem na žalost. Si veliko razmišljal o tem? Ja, starša, kakšen je svet? Ja, na začetku težko je, ne, za nekoga, ko vidi, ampak svet moj, mogel sem se enostavno prilagoditi, pa sem hodil v posebno šolo, v Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljano na Vič. Potem sem, glede na to, da tam nisem bil posebno uspešen v šoli, sem se pa prešolal v Center Dolfke Boštjančič Draga Ig. Tam sem se pa učil Brajlovo pisavo. Si se naučil? Ja, pa naša glasbena mentorica, bivša moja, je ena Eva Strgar, Potokar, me je učila glasbo, pa me je v to glasbo upeljala, tako da sem na šolskih proslavah na vsako leto, ob koncu šolskega leta in ob koncu koledarskega leta sem imel za svojimi prijatelji, sošolci razne vsakoletne nastope. Miran, koliko časa si pa zdaj že del varstveno-delovnega centra Zasavje? Poskusno sem prišel v varstveno-delovni center septembra leta 1999. Pod okrilje me je sprejela naša upokojena nekdanja direktorica Ana Režun. Tudi ponosen sem na svojo hčerko Špelo Režun, ki uspešno upravlja delo oziroma posle, ki jih je njena mama prej upravljala. Ja, res dobro dela, ne? Varstveno-delovni center tudi pod vodstvom hčerke Ane Režun, ne? Ja. Špela Režun. Ja. Miran, hvala ti. Bi pa še rad nekaj dopolnil. Zelo sem pa ponosen na svojo kolegico in prijateljico Samiro Salihovič, ki se sedaj že kar dolgo piše Kokal. Na Samiro sem zelo, zelo ponosen, da mi pomaga, če karkoli potrebujem pri plesu ali pa recimo, če rabim neko drugo pomoč. Pa ponosen sem tudi na Metko Kotar pa na Erkota, ki z mano stojita ob strani. No, to bojo pa radi slišali. Rad pohvališ. Aha. Hvala ti. Igor, lep dan še naprej in se slišimo v kakšni novi televizijski oddaji mogoče. Seveda, hvala ti. Sonce učijo nas živeti in sebe razumeti. Aleš, moram reči, ne, da te občudujem, ne, kako rad plešeš, ampak midva se pa poznava še iz tistih časov, ko si ti stanoval na Izlakah, kjer je bil tvoj dedek Darko, pa Je bilo babica. res, ja, sem moral pol preseliti. Ne. Žal pa oba pokojna, ne? Imaš lepe spomine na dedka, babico? Imam še zdaj, ker mi solze malo teče.
Se veliko spomnim na njega, ja. Jaz tudi, nekaj časa sva na Siporexu delala skupaj, res je bil čudovit človek, mama oziroma babica pa tudi. Ja. Ja. No, zdaj si pa malce više, ne? Zdaj pa nekako gledaš na nas, ne? Iz višine. Kdaj si se ti srečal z varstveno-delovnim centrom? To je bilo pa 1. septembra, ko sem bil star 18 let in takrat smo se srečali. A si šel že kar takoj v varstveno-delovni center, ali si bil še prej? Prvo sem bil v Pipavi dol center za usposabljanje pa te stvari pa to, ne. In da so mi noge poštimali pa to in vse. Po tistem sem šel pa to delavnico, ko sem šel. V varstveno-delovni center? V Grumovi šoli pa ti nisi bil? Sem bil tudi, sam sem mogel v Grumovi šoli, ker tam mi ni šlo naprej, sem mogel pa od Pipave naprej to prevzeti, da sem se naučil brati, pa pisati, pa računati, pa te stvari. Zdaj, ti si se rodil s tem stanjem, ne? Kako se reče te tvoje bolezni ali pa invalidnosti? Paraliza, tako bi rekel, no. Ker jaz sploh vedel nisem, kako se bom, ali bom zdrav, ali bom, ne. Sploh živel, ne? Ja, ker jaz bi, ko sem bil mehen, ne, jaz sem se prav bal, ali bom preživel, ali ne. Ko pa, kar me vidiš, da sem preživel, ne. Ja, na srečo, ne. Ja. In tudi na noge si se postavil, ne? Ja, to je bilo pa to, ker sem mogel kite podaljšati pa vse, ne. In če ne bi imel operacije, jaz zdaj ne bi shodil. Če ne bi imel operacije. Pa tako, da sem pol kamot, da sem to speljal čez pa. Tako da zdaj lahko tako plešeš, ne? Pa jaz te vidim tudi včasih v telovadnici, kjer igraš košarko. Ja, to mi je pa, ta pohvala gre pa k Domeni, ker res, Domen me najbolj sprejel, ker sem šel v ta trening in zdaj se v ta trening precej dolgo treniram. Zdaj Dončić še nisi, ne? Ne, še ne. Še ne, ampak si pa na dobri poti, ne? Ja, upam, ne. Ja, a gledaš košarko, šport? Tudi. Kako ti gre pa ples? Zdaj, jaz te spremljam, da skoraj pri vsaki točki ti tudi sodeluješ. Prideš na oder, odplešeš, pa greš nazaj. Najprej bi se zahvalil našim plesalcem. To je prvo. To je pa super ekipa, ne? Ekipa, šefica, glavno, to je vse. To, kar se tiče pa za plesne pa to. Prvo se navadiš, prvi dan smo se učili to, ono, tretje, kako bom meni to obvladal, če mi ta muska štima, pa to. No, to, kar si pa prej videl, sem imel stol pripravljen brez vozička kamor, sam, kar me mora en tle držati. Ker jaz recimo na dolge ture ne morem dolg, ampak jaz grem na kratke ture. Peš pa to. In tle za ples tudi. Ko se malo pa za ples, ne, pa se lepo zmenimo, kako bomo, ne. Tako pa greš pa okol, ne, pa to, pa kar gre. Pa ti kar gre, ne? Malo se moram pomatrati, pa kar, a veš, kad dobim tistega občutka, pa to, pa on, ne. Če nimam tistega občutka, pol, en dan sem čist, Aleš, zdaj invalidi, verjetno, sploh tisti, ki ste teže gibljivi, verjetno opažate tudi ti, da kje ni dobro poštimano za invalide, ne? Da kakšen asfalt ima luknje, da je preveč stopnic. Kaj bi predlagal? Tis mi ni problem za mene. Ne? Ker so luknje ali pa štenge, ko bi rekel, no. Se da. Se da, sam, ker se potrudiš, ne. Se potrudiš, ne? Ja. Pa sem bil tudi na Birglih, se spomnim, ker z Birglem mi tudi ni šlo, kako bi mogel, ampak ustrajam proti tem, ko sem zdaj, ne. Si pa rad v VDC-ju, ne? Za enkrat. Sem zadovoljen. Si? In tako, ko gre, ne. Aleš,
Jaz ti želim, ne, še veliko uspešnih teh nastopov, da nas boš še s kakšnim plesom navdušil. Hvala ti. Ni za kaj. Evo, prej sem imel na tem stolu Megi, s katero sva se nekoč skupaj kopala v Medijskih toplicah, midva se pa pogosto kje? Na bazeni, Kje pa? zavojih. Kako pa rečemo tistemu bazenu? Kopalnica, ne? Kopalnica, ja. Si rad na bazenu, Ja. ne? Zdaj tebe vidimo tudi na teh plesnih točkah. Rad plešeš? Rad pišem, pa še rad hodim tamle, vdaj rafat. Laufa, tudi tam se včasih srečava, ne? Ja. A še vedno laufaš? Še ja. Še? In kaj je težje? Ples, laufanje, Obe, pa plavanje? pa na isto, ja. Mišice še, ne? Mišice so še, ne? Ja. A to vadiš kaj doma? Ja. Vadiš. Kako si se pa danes počutil na tem plesu? Zelo fajn. Tudi nisem jaz tak bil. Nič treme, ne? Ne. Kakšna učiteljica je pa Kim? Kim je nobene nimam, nobene take ni, sam je Kim. Najboljša, ne? Boljša Boljše ni, ne? v Sloveniji je boljša. Najboljša v Sloveniji, Ja. ne? Ja. Naj bo še tako naprej, ne? Tako še naprej. Mitja, hvala. Osem.
Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter.